To ne diši prav. Eden od njih govori resnico. Eden od njih ne. Samo želimo izvedeti, kaj se je zgodilo. In zakaj se naš otrok ni vrnil domov? Velečasni Al Sharpton in odvetnik Ben Crump danes stojita ob družini Nolana Wellsa in zahtevata popolno preiskavo smrti 18-letnega študenta in igralca ameriškega nogometa, katerega truplo so našli na otoku Horn v Mississippiju. Medtem ko družina čaka na rezultate neodvisne obdukcije, se pojavljajo nova vprašanja o tem, kaj se je v resnici zgodilo z Nolanom Wellsom. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Velika novost v zgodbi o Nolanu Wellsu. To je nekaj, kar spremljamo že nekaj časa. Pravkar je potekala pomembna tiskovna konferenca. In to je zgodba o 18-letnem igralcu ameriškega nogometa Southwest Mississippi Community College, diplomantu srednje šole Ocean Springs, ki je izginil med vožnjo s čolnom s prijatelji na otoku Horn. To je tik ob obali Mississippija. To se je zgodilo med prazničnim vikendom ob 4. juliju. Vemo, da so njegovo truplo tragično našli tisti ponedeljek na otoku, naplavljenega na obalo. Njegova družina zahteva preglednost. Zahtevajo popolno preiskavo. Pravzaprav sta Christine in Elmore Wensley danes v intervjuju za Good Morning America, GMA, povedala: želiva si le poštenosti in preglednosti. Želiva temeljito preiskavo. Želiva si enakega spoštovanja, kot bi ga dobil kdorkoli drug. In to je to. Želiva si le odgovorov. Načela sta celo znanega odvetnika za državljanske pravice, Bena Crumpa. Včeraj smo v oddaji Sidebar pojasnili, zakaj bi v tem trenutku želela najeti odvetnika. Gre za to, da zagotovita, da dobita informacije, ki jih iščeta, morebitno oceno pravnih vprašanj za tožbo, pritisk na oblasti, da so glede preiskave transparentne in naročilo neodvisne obdukcije. Pravzaprav je Ben Crump ta teden za ABC News Live povedal, da bodo Nolanovo telo prepeljali v Washington, D.C., kjer bodo opravili neodvisno obdukcijo. To se je zgodilo potem, ko je državni mrliški oglednik Mississippija očitno že opravil obdukcijo, vendar je ta agencija sporočila, da bi lahko rezultati zaradi toksikoloških testov trajali več tednov. Ti izsledki še niso znani. Zdaj pa je tukaj nekaj, kar si je treba zapomniti. Oblasti naj bi verjele, da je šlo za tragično nesrečo, da je šlo za primer utopitve. Po poročanju New York Posta je John Ledbetter, šerif okrožja Jackson, povedal: trenutno nimamo nobenih informacij, ki bi nas napeljevale k prepričanju, da je prišlo do kaznivega dejanja. Po poročanju CNN je mrliški oglednik okrožja Jackson, Bruce Lynn, povedal, da ni bilo takojšnjih znakov telesnih poškodb. Toda ta zgodba je pritegnila veliko pozornosti. To je sprožilo veliko razmišljanj, veliko teorij, še posebej glede na to, kar zdaj izvemo. Na primer, po poročanju CNN se Nolan tisti dan ni vrnil na pomol s svojimi prijatelji. Njegova družina ni razumela, zakaj. Zakaj bi se ločil od prijateljev, saj bi se moral vrniti z drugo ladjo, pa se ni. Da Nolan očitno ni imel svojega mobilnega telefona s seboj, da so tisti dan poročali o domnevnem prepiru. Vemo, da šerifov urad okrožja Jackson naj bi še vedno preiskoval vse to. Toda po besedah šerifa je eden od Nolanovih prijateljev 4. julija okoli 11. zvečer stopil v stik z obalno stražo. Nolanova mama naj bi poklicala šerifov urad v noči na 5. julij. In družina ima pomisleke glede tega, zakaj bi Nolan ostal sam, brez prijateljev. Christine je za GMA povedala, citiram, da na to vprašanje ne morejo odgovoriti. Preprosto si ne morem predstavljati, zakaj bi to storil. Elmore je dejal: vedno smo mu govorili, če greš skupino, ostani skupino. Obstaja pa še to. Christine je očitno povedala za GMA, da so sledili Nolanovemu telefonu z aplikacijo Life 360. Njegov telefon so lahko dobili prek njegovih prijateljev. In trdi, da so bila nekatera besedilna sporočila in druga sporočila izbrisani. Očitno je šlo prav za Snapchat. Zdaj oblasti očitno iščejo in prosijo za neobdelane fotografije in videoposnetke, ki so bili posneti 4. julija. Šerif Ledbetter je za WDPLGXGV povedal: trenutno vem, da je čas ključen, vendar ljudje želijo odgovore že pred 10 minutami. Nažalost pa je za natančne informacije potreben čas. To bo zahtevalo veliko trdega dela. Mislim, da si družina zasluži resnico in zato smo tukaj, da jo zagotovimo njim in javnosti. Šerif je po poročanju WAPT dodal:
Pozivam vsakogar, ki ima informacije ali je bil na otoku, naj zabeleži čim več podatkov, da bomo lahko sestavili, kaj se je zgodilo. Vse to vam povem, da bi vam razložil, kaj se je danes zgodilo. Družina žaluje. Imajo veliko vprašanj, želijo odgovore. Kaj se je danes zgodilo? V Harlemu je bila sklicana velika tiskovna konferenca. Prisotni so bili družina, njihov odvetnik Ben Crump in velečastni Al Sharpton. Vsi so zahtevali isto: preglednost, odgovore in resnico o tem, kaj se je zgodilo Nolanu Wellsu. Če ste to spremljali, veste, da je bilo veliko pričakovanj. Pričakovali smo, da bo družina morda objavila rezultate neodvisne obdukcije, ki je bila opravljena. In ponovno, to je ločeno od državnega sodno-medicinskega pregleda. Zdi se, da so po vseh podatkih Nolanovo telo prepeljali v Washington, D.C. Nismo dobili rezultatov te neodvisne obdukcije. Čeprav so poročali, da bi jih lahko dobili danes, smo pa vseeno nekaj izvedeli. Morda ne tistega, kar so vsi pričakovali, a velečastni Al Sharpton je začel in takoj prešel k bistvu. Kar so nam povedali, nima smisla. In ker primanjkuje zaupanja v lokalne oblasti, ki so po mojem mnenju že napačno ravnale s tem, kam je vse skupaj vodilo. Ker so takoj, še prednje minil teden dni, rekli, da ni bilo storjeno nič narobe. Ko slišimo, da je bil ta mladenič vpleten v nekakšen prepir, ki je bil ujet na posnetku, da sta njegov mobilni telefon in ključi pristala pri enem od ljudi, ki so bili tam na otoku in so pobegnili. Zdaj gremo k Benu Crumpu in on trdi, da zgodbe o tem, kaj se je zgodilo Nolanu, preprosto ne držijo. Očitne nasprotja, kaj skočijo v oči. Dejstvo, da. On je tam s svojimi prijatelji in če pogledaš vse posnetke, se zdi, da je edini temnopolti na otoku, ali pa morda še eden, več pa ne. In tako, Jared, imaš primer, kjer mlada ženska, s katero se je pogovarjal, to reče: no, Nolan je rekel, da se bo vrnil, da gre na čoln s fanti. Fantje pravijo, da jim je Nolan povedal, da bo ostal in se pogovarjal z mlado žensko. To je protislovje. Ne pravijo iste stvari. Eden od njih govori resnico. Eden od njih ne govori resnice. In potem dejstvo, velečastni Al, da imajo ta posnetek prepira, ki poteka. In veste, hvala Bogu, vsi mladi imajo mobilne telefone. In kadarkoli slišijo, da ljudje povzdignejo glas, začnejo snemati video. In tako na posnetku slišite, kako Nolan reče: daj mi moj prekleti telefon. Kaj za vraga delaš? In to postane še bolj pomembno, ko pomislite na zgodbo, ki jo predstavljajo, da se je Nolan odločil ostati zadaj. To je tisto, kar pravijo. In omenil je tudi nekaj, kar te prisili, da se ustaviš in razmisliš. Nolanov telefon. Njegov telefon. Ne bi ga vzel s seboj, če bi nameraval ostati na otoku. Mislim, govorimo o 18-letnem fantu. Kateri najstnik bi pustil svoj telefon, če bi nameraval ostati na tem otoku? Kateri najstnik pa ne bi vzel svojega telefona? In zato se stvari ne ujemajo. Sploh se ne ujema. Dejstvo je, kot je rekel župnik Al, veš, mi so vzeli njegovega telefona s seboj. Njegova mama, ko izve, da njenega otroka ni, začnejo poskušati slediti telefonu. GPS telefon. Uporabili so Live 360 in ugotovili, da je telefon na kopnem. Telefon je na kopnem, ampak praviš, da je izginil na otoku.
In zato se stvari ne ujemajo. Nete smo slišali Christine Nolanovo mamo, ki je povedala, kaj se je zgodilo, ko je končno dobila ta telefon v roke. Ko so prišli domov, sva s sestro dejansko pregledali Nolanov mobilni telefon. Še posebej Snapchat, ker je to tako priljubljeno med otroki. In ko sva ga odprli, ni bilo ničesar. Ni bilo shranjenih slik. Ni bilo nobenih posnetkov z tistega dne. In odprli sva ga pred iztekom 24-urne veljavnosti. To naju je zelo zaskrbelo, predvsem zato, ker Kdorkoli, ki je bil kdaj v bližini Nolana, bo povedal na družabnih srečanjih. Snema videoposnetke, fotografira. Celo prišel je do mene, ko sem se pripravljala na spanje. Hej, mami, no, slikaj me. veš, tak pač to je bil Nolan. Zato menimo, da so bile nekatere stvari morda izbrisane. In tukaj je eno največjih vprašanj sploh. Na otoku naj bi bilo več kot 200 ljudi, povsod čolni. Je kdo kaj videl? Ta ideja, da se je utopil prav tam, prepričan sem, da ste vsi videli vse tiste posnetke, ki krožijo. Mislim, če se utaplja, ga nihče ne vidi, da se utaplja. Nihče ne ponudi pomoči. Nihče mu ne poskuša pomagati. Mislim, očitno izstopa. Mislim, da je edina temnopolta oseba, ki sem jo videl, ko sem gledal posnetke. In če ga vidiš, da se utaplja, misliš, da mu nihče ne bo poskušal pomagati? Nekaj se ne ujema. Nekaj se ne ujema. In zato smo na željo družine dali opraviti neodvisno obdukcijo. In zahvaljujemo se Colinu Kaepernicku, da je pomagal plačati to neodvisno obdukcijo. In zahvaljujemo se Tylerju Perryju, da je pomagal plačati pogreb. Ker kot je rekel pastor Al, sta bila to samo običajna starša, ki sta živela svoje življenje. Nista pričakovala ničesar takega. In potem moramo poskušati najeti vse te strokovnjake, da bi lahko preverili, ali lahko pridobijo izbrisana sporočila. Potrebujemo strokovnjake. Slišali boste od odvetnika Parka, ki bo govoril o tem, kje je bilo telo najdeno, ko so ga našli in koliko časa je trajalo, da so ga našli. Torej, kljub prejšnjim zagotovilom, da bo ekipa Krampa dobila rezultate obdukcije takoj, ko bo to mogoče, se zdi, še vedno čakamo na nje. In še naprej bomo spremljali to zgodbo. Še naprej bomo spremljali, kaj se bo razvilo, ker je to družina, ki ne bo odnehala. In povem vam lahko že zdaj, tudi mi ne bomo odnehali. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-ovi platformi Peacock. Če mi želite slediti na X-u in Instagramu ter spremljati mojo oddajo na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.